Majsko mini plenarno zasedanje v Bruslju je bilo nekoliko drugačno kot običajno. Najprej se je odvijalo med dvema prazničnima vikendoma. 1. maja smo praznovali mednarodni praznik dela, ki nas je znova spomnil na to, da marsikje po svetu, nažalost tudi v Evropi, pravice delavcev niso zmeraj dosledno spoštovane. Pred nami pa je 65. obletnica konca druge svetovne vojne, praznovanje Dneva Evrope in 60. obletnica Schumanove deklaracije, s katero so bili položeni temelji za nastanek Evropske unije, članica katere je od 1. maja 2004 tudi Slovenija. No, v Belgiji pa je med drugim ta konec tedna praznujejo še materinski dan. Naslednji razlog, zaradi katerega je bilo tokratno zasedanje malce drugačno, je vulkanski prah, ki se je v preteklem mesecu ohromil letalski promet v velikem delu Evrope. Ker nekateri poslanci zaradi omejitev v letalskem prometu niso mogli priti do Strasbourga, smo na aprilskem zasedanju poslanci o dokumentih le razpravljali, dokončno pa smo v njih glasovali v minulih 2 dneh. Kot zadnje pa smo imeli v parlamentu visok obisk iz Združenih držav Amerike, saj nas je nagovoril ameriški podpredsednik Joe Biden. Poudaril je, da zavezništvo med ZDA in Evropsko unijo še nikoli ni bilo tako usodno pomembno kot prav danes. Močne Združene države Amerike potrebujejo močno Evropsko unijo, je zaključil. Najprej nekaj o temah, o katerih smo tokrat na novo razpravljali. Ljudje si marsikaj želimo, zagotovo pa je na prvem mestu zdravje, saj brez njega ni nič. Rak je med boleznimi, ki terja številne žrtve. Kot kažejo podatki, za njimi zboli skoraj vsak 3. Evropejec, vsak 4. pa zaradi te bolezni umre. Ti podatki so v novih članicah v primerjavi s starejšimi članicami Evropske unije še slabši. Zato smo poslanci izglasovali resolucijo, ki je pripravilo SZPTL, s katero pozivamo članice Evropske unije, da več naredijo za boljšo preventivo in zgodnje odkrivanje raka. Lizbonska pogodba je prinesla v delovanje Evropske unije številne spremembe in novosti. Med drugim se je število poslancev v Evropskem parlamentu povečalo iz 736 na 751, pri čemer je dodatni sedež dobila tudi Slovenija. Na tokratnem zasedanju smo poslanci izglasovali potrebna dopolnila k Lizbonski pogodbi, tako da bodo lahko ti novi poslanci čim prej začeli z delom. Tudi slovenska poslanka iz vrst Slovenske demokratske stranke Zofija Mazej Kukovič. Zavzeli smo se za medvladno konferenco, ki naj doreče ustrezne spremembe protokola številka 36, ki ga bodo nato podprli še nacionalni parlamenti v državah članicah. Razpravljali in glasovali smo še o nekaterih čisto konkretnih stvareh, na primer o standardizaciji električnih avtomobilov. Ti predstavljajo velik potencial v boju za čisto okolje, vendar je za njihovo bolj množično uporabo treba še precej narediti. Relevantna področja zajemajo denimo razvoj standardnih polnilcev in spodbujanje raziskav o recikliranju akumulatorjev. Za bolj množično uporabo pa je pomembno tudi, da imajo uporabniki možnost svojih avtomobil napolniti. To pa zahteva vzpostavitev mreže polnilnih točk, podobno kot imamo danes mrežo bencinskih črpalk. Kot že omenjeno, pa smo včeraj in danes glasovali tudi o predlogih, o katerih smo sicer obširno razpravljali že na aprilskem zasedanju v Strasbourgu. Ena od tem so bili letalski prevozi in z njimi povezanimi varnostnimi ukrepi na letališčih. Naj spomnim, da na ravni Evropske unije obstajajo skupni varnostni ukrepi, ki so enaki v vseh članicah Evropske unije, posamezne države pa imajo dodatne možnosti za strožje ukrepe. Tukaj se pojavi vprašanje, kdo naj krije te stroške za te ukrepe. Po mnenju poslancev bi morali stroške dodatnih ukrepov plačati nacionalne oblasti, ne pa potniki. Ti bi po našem mnenju morali biti tudi bolje obveščeni o tem, kakšni stroški se pravzaprav skrivajo v letaliških pristojbinah. Sprejeli smo tudi resolucijo o naslednjih korakih v razvijanju Evropejane, ki je eden od največjih skupnih projektov na področju kulture. Predvideva, da bi postopoma na splet prinesli dobršen del evropske kulturne dediščine, kar bo precej izboljšalo dostopnost evropske kulture njenim državljanom, predvsem mladim. Poslanci smo glasovali še o 2 resolucijah, ki pomembno vplivata na odnose med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Parlament se strinja z izmenjavo podatkov o finančnih transakcijah, vendarle, če bodo ustrezno rešena odprta vprašanja in dileme, predvsem se ne strinjamo s prenosom podatkov v paketih. Nadalje se še zavzemamo za to, da bi morale biti pravice državljanov do vpogleda in popravka lastnih podatkov bolje urejena. V nasprotju s tem pa smo poslanci proti sklenitvi sporazuma o izmenjavi podatkov o letalskih potnikih med Evropsko unijo, ZDA oziroma Avstralijo. Zavzemamo se za to, da je treba najprej pripraviti enoten model, ki bo ustrezno
upošteval zahteve po varstvu osebnih podatkov. V okviru Barrosovega poročila o pripravah na zasedanje sveta in o strategiji Evropa 2020 smo največ časa porabili za razpravo o finančni pomoči Grčiji. Leta ni več tako samoumevna, kot se je zdelo na začetku. Predsednik naše politične skupine, gospod Jozef Dal, je v svojem nastopu na plenarnem zasedanju dejal, da si moramo naliti čistega vina, da je dovolj demagogije in da morajo tisti, ki delajo dlje in bolje in ki bodo poslej podpirali one druge, dobiti jasne odgovore na jasna vprašanja. Ne smemo graditi le na načelu solidarnosti, ampak tudi na načelu odgovornosti. Nasvidenje do naslednjega majskega Štrasbura.